Strani. V tem trenutku smo na tej poziciji kot poslanci Državnega zbora izvoljeni, v bistvu vseh 90 poslancev v isti situaciji, tako da nismo opozicija, koalicija, ampak enotno zagovarjamo rešitve, ki jih je bilo potrebno urediti, kar je že predsednik poudaril, pa tudi kolegica. Veste sami, da je bil zakon o poslancih sprejet leta 1992 in do takrat že večkrat noveliran, nazadnje seveda z tako imenovanim ZUJF-om. Od takrat naprej se ta zakon ni odpiral in glede na to, da smo tudi v Državnem zboru kot javna inštitucija dolžni odpraviti ZUJF, na vseh področjih je bil to tudi nek osnovni cilj, na drugi strani pa smo pač morali upoštevati tudi vse pripombe in dopolnitve, ki jih druga zakonodaja nalaga tudi v Državnemu zboru, službam in vsem ostalim. Po drugi strani pa smo imeli tudi določene napotila in usmeritve strani Računskega sodišča, zato je zakon o poslancih na nek način upošteval vse te pripombe in kot že rečeno, nekatere ključne stvari je že predsednik omenil, gre pa za to, da se praktično vse omejitve, ki so bile uvedene s tako imenovanim zakonom tako imenovanim ZUJF-om, da ga tako imenujemo, odpravljajo, predvsem omejitve pri nadomestilih za poslance, povračilih stroškov in tako naprej, tako kot za vse druge javne uslužbence in kot rečeno, dajemo tudi neko formalno ureditev za poslance, ki zapustijo mandat, po drugi strani pa tudi urejamo neko nedorečenost, ki jo je ZUJF prinesel za poslance, ki jim predčasno konča mandat. Neke primere smo imeli, ko se poslanci niso mogli vrniti na delovno mesto, ni jim pa pripadala niti nadomestilo, zato ker je bilo v ZUJF-u opredeljeno, da če ni opravljena funkcije več kot 6 mesecev, to ne pripada. Tako da večino stvari, ki so se uredile, so urejene tudi v smeri, kot so podobne ureditve v drugih primerljivih parlamentih. Pa ključno, kar je bilo v zadnjem obdobju še dorečeno, je to, da se uredi poslanski status v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, kajti videli smo, da je bilo v zadnjem primeru na osnovi nedorečenosti med obema zakonoma veliko težav pri formalnem upravljanju postopka ugotavljanja nezdružljivosti in se vsa ta zadeva prenaša, tako kot za vse javne funkcionarje v naši državi, na Komisijo za preprečevanje korupcije. Hvala.